Lep pozdrav, moje ime je Miran Petrovan. Danes bom govoril o dveh skrivnostih, ki v bistvu to skrivnosti sploh nista, ampak sta skrivnosti zato, ker pač večina ljudi o teh zadevah ne razmišlja, jih ne pozna oziroma se nima dovolj znanja, da bi se poglobila. To pomeni dve skrivnosti, ki ti lahko pomagata spremeniti tvojo situacijo. V bistvu, na kratko, prva skrivnost je naša prepričanja. Zakaj tukaj sploh gre? V bistvu vsi vemo, da imamo naša prepričanja. To pomeni pač stvari, ki verjamemo, kako zadeve delujejo, kaj je možno za mene, kako se svet obrača, kakšni so zakoni in tako naprej. Kaj je sploh možno za mene? Moje prepričanje za nekoga, pač, da bo zaslužil 10.000 evrov, če tega ne verjame, je sploh nemogoče. Glede, dostikrat, ko se pogovarjam z ženskami, ki so pač uspešne v poslu, poskušajo balansirati družino, partnerstvo, dejansko potem jim nekako namignem, da jim lahko pomagam do več časa v njihovem osebnem življenju. In zelo malo žensk je, ki dejansko sploh verjamejo. Zakaj? Zato, ker v bistvu, kako lahko meni pomagaš, da imam več časa, če sem že vse poskusila. Če sem poskusila že narediti urnik, poskusila organizirati to in to. To pomeni, v njihovem prepričanju je, da so te stvari možne na tak način, in potem sploh ni druge poti. Ker dostikrat, pogledajte, recimo neka raziskava je bila narejena, da dejansko za delovno mesto, ki je recimo karikirano rečeno, ovrednoteno z 1000 evri mesečne nagrade, plače, če hočete, se prijavi, 3-krat, 4-krat več ljudi, kot pa za delovno mesto za 3 do 5000 evrov. Seveda lahko rečemo, da je bistveno več ljudi kvalificiranih za neko manjšo plačo in tako naprej. Ampak ne gre za neko kvalifikacijo, ker delovna mesta so različna. Gre za to, da dejansko ta naša prepričanja nam omogočajo oziroma omejujejo tisto, kar dejansko vidimo. In če je tvoje prepričanje, da časa ni zate, potem ni šanse. Zakaj bi sploh šla, na neko svetovanje, nek coaching investirala svoj denar, če itak sploh ne verjamem, da je to možno? Zakaj bi nekdo nekaj sploh delal v smeri večjih financ, če sploh ne verjame, da so te zadeve možne? In to pomeni, da naše prepričanje, to pomeni tisto, kar mi verjamemo o neki situaciji na področju financ, na področju partnerstva, ta naše prepričanje nam omogoča, da nekaj vidimo, ali pa nam preprečuje, da tega sploh ne vidimo. Ker pogledajte, priložnosti so na vsakem koraku. Če nekomu rečem, poglej, oziroma ga vprašam, poglej, kako bi ti neko zgodbo, nek problem, neko situacijo, nek izziv rešil. Za nekoga je nemogoče, to se ne da. Pogovarjam se z ljudmi vsak dan, glede na njihovo situacijo, vprašam jih, kaj boste naredili, kakšen je plan, kako boste to rešili, se ne da. Nekdo drug bi pa reče, zagotovo rešim, zagotovo obstaja pot, zagotovo obstaja način. In glede na tvoje prepričanja, bom rekel, tiste stvari, za katere si prepričan, da so nemogoče, da niso mogoče, gledajte, obstajata, bom rekel, par teh nivojev. Prva, najslabša stvar je, da pač misliš, da je sploh nemogoče. Nihče tega še ni naredil in tako naprej. To je nemogoče narediti. Drugi nivo je, da je to nemogoče za mene. So drugi ljudje, ki so pač, rojeni pod srečo zvezdo, poznajo nekoga drugega, v bistvu poznajo prave ljudi, ki jim pomagajo do določene situacije, do pravih odgovorov, do pravih delovnih mest, karkoli že gre. V bistvu prepričanje, to ni mogoče za mene. Je mogoče za druge ljudi, ki so izbrani na takšen ali drugačen način, ampak to ni mogoče za mene. In potem so pa ljudje, ki pa dejansko imajo prepričanje,
to pa je mogoče. Ne? To je mogoče in to je mogoče tudi za mene. Ne? In dejansko me zanima ne kaj ni možno, ampak kaj je možno in kako je možno. Okay. To pomeni, da ne glede na to, ali rešujete neko situacijo na področju financ ali iščete več časa za sebe. Če tega prepričanja nimate, potem dejansko sploh ne boste videli priložnosti, ne boste prišli do te rešitve. Ne? In v čem je problem? Poglejte, ogromno ljudi, posebej v Sloveniji, pa ne to razumeti kot kritiko, tukaj pač smo, tukaj je naša zgodovina, tukaj v to smer smo se razvili, ampak v Sloveniji zelo, popularno naredi sam. To je najbolj prodajana knjiga v Sloveniji, Sam svoj mojster. Ne? In dejansko ljudje so ponosni, sama sem prepoznala, sama sem prišla do teh zaključkov, sama sem spremenila. Miran, veste, koliko že delam na sebi, Miran to in to, plejte, vem, razumem, bil sem tam. Bil sem popolnoma brez denarja, bil sem v težki partnerski situaciji, ne? Bil sem poročen, šel sem skozi težko ločitveno zgodbo, ogromno stvari sem že, doživel. In ogromno stvari tudi ne bi bil zmožen, iti preko tega, najti rešitve brez pomoči delavnic, brez pomoči coachov, brez pomoči mentorjev. Kaj ti dejansko, tako kot sem rekel, tisto prepričanje, ki ga imaš, ti daje nek zorni kot, ne? Ti daje neko zgodbo, znotraj katere iščeš rešitve. In ravno tako, ko srečujem ljudi, ki so šli sami skozi neko transformacijo, ki so prišli sami skozi neko spremembo, se je vsa ta sprememba zgodila v okviru njihove obstoječega znanja, njihovih obstoječih informacij in njihovih obstoječih prepričanj. Ne? Kar pa dejansko ne pomeni, da ni bistveno hitrejše poti, bistveno lažje rešitve. Seveda mi lahko rečemo zopet, to slovensko, pa ne mi zameri, če na tak način rečem, ampak dejansko meni je škoda, ker vem, koliko sem sam dolgo časa iskal, koliko časa sem sam porabil za vse te stvari in koliko hitreje bi šlo. In sedaj vedno, ko je le možno, resnično vlagam v svoj razvoj, v svoje znanje in tako naprej. Ne. Ljudje rečejo, ja, ampak rabim sam narediti to, rabim sam svojo izkušnjo. Zagotovo rabiš sam narediti, zagotovo rabiš sama svojo izkušnjo. Nihče ti tega ne more ne vzeti, nihče ti tega ne more dati. Ne. Karkoli v življenju, če hočeš zaslužiti več denarja, ne morem ga jaz zaslužiti namesto tebe. Ne morem jaz namesto tebe odteči, ne morem narediti počepov namesto tebe ali pa neke miselne spremembe. Ampak lahko ti pa pomagam korake, lahko ti dam tehniko, lahko ti pomagam z načinom, ki je bistveno hitrejši, bistveno bolj enostavnejši in bistveno, novejši stvari. Tudi, tehnologija, energijska tehnologija se razvija in stvari, ki so delovale pred 30 leti, absolutno niso več aktualne. Ne. Tako da v bistvu gre zopet za to, da tistega, kar ne veš, pač ne veš in tistega, kar ne vidiš, pač ne vidiš. In ti vidiš stvari, ki so znotraj tvojih prepričanj in tudi naletiš na te stvari, na rešitve, ki so znotraj teh prepričanj. In zato ogromno ljudi, ki dela na sebi, dejansko dosega rezultate, ki so znotraj teh prepričanj. Rezultate, ki so znotraj tega kroga, ampak to je lahko takle krog. A me razumete? Rešitev, ki je bistveno boljša, hitrejša, enostavnejša, je lahko samo na dosegu roke. Ampak ker nimamo tega pogleda, dejansko ne omogočamo, da bi sploh do tega prišli. To so prepričanja. To pomeni, naša prepričanja nam omogočajo ali nas blokirajo oziroma preprečujejo, da vidimo rešitev ali pa rešitve ne vidimo. In druga stvar so dejansko naše vrednote, naš sistem vrednot. Ne? To pomeni, v prvi ta prepričanja nam bistveno hitreje in bistveno lažje nekdo drug od zunaj, najlažje seveda nekdo, ki je to izkušnjo že imel, ki je šel preko tega, ki ima ogromno takih izkušenj, da nam dejansko pomaga ugraditi nov pogled, nov aha,
to je pa tudi možno. Sploh nisem vedel, da to že obstaja. Ne kot recimo včasih, ne vem, če se pogovarjamo s kakšnim starejšim človekom, ne, ki dejansko nima pojma o internetu, o Facebooku, o vseh teh zadevah. To je možno, res, ok, super, ok, tako naprej. To bo nova prepričanja. Ne? In drugo so naše vrednote. Ne? Ker v bistvu, ko hočemo delati neko transformacijo v svojem življenju, včasih se neke stvari, bom rekel, so v konfliktu z našimi vrednotami. Ne vem, recimo, nekdo bom čisto en tak praktičen primer povedal, ne? Nekdo hoče več zaslužiti. Ne? Prvo njegovo prepričanje je, da dejansko prodaja ni za njega, ne, to je njegovo prepričanje, in potem je še vrednota, da so prodajalci vsi, ne vem, bom rekel, posiljujejo ljudi, da težijo ljudem in tako naprej. Ne. To pomeni, njegovo prepričanje sploh ne vidi, da bi šel v to smer, čeprav dejansko, bom rekel, 80% milijonarjev svetovnih je v bistvu postalo milijonarji skozi prodajo. Ne? In drugo so vrednote. Isto recimo na področju, bom rekel, ko delam z ženskami, ne? Prva stvar je, prepričanja te omejujejo, da najdeš način, kako bi imela več časa zase, da najdeš način, kako bi sebe postavila na prvo mesto, hkrati pa je to zopet v konfliktu z tvojimi vrednotami. Joj, kaj se bo pa zgodilo z drugimi? To pa jaz nikoli ne bi. Recimo, ne vem, en primer, mogoče, ne, včasih, bom rekel, v današnjem času, ne, je dejansko ena izmed največjih vrednot čas. In čas si moraš kupiti. In če imaš recimo nek uspešen posel oziroma neko službo, ki ti relativno prinaša nek nivo prihodkov, potem je seveda prvi korak, da daješ nekatera dela, ki jih doslej sama delaš, da za to plačaš nekoga. Ne. To pomeni, da pač si najameš gospodinjsko pomočnico. Ampak, če je ta gospodinjska pomočnica v konfliktu z tvojim sistemom vrednot, jaz pa nikoli, ne vem, moja mama je imela, po mojih predalih pa ne bo nihče šaril, ne, in tako naprej, ne, jaz pa nikoli, kaj bodo sosedje rekli in tako naprej, ne, dejansko potem ti ta tvoje vrednote, ki so takšne, kakršne so, pač vrednote smo sprejeli, smo jih izgradili, včasih težko izgradili skozi naše življenje in te vrednote nam potem preprečujejo, da zopet naredimo neko transformacijo. In teh primerov je ogromno in dnevno. Ne. In dejansko, gledajte, če delate na sebi, tako kot sem rekel, ena stvar je, delate na sebi, dobivate rešitve samo znotraj tega, bom rekel, znotraj tega obstoječih vaših prepričanj, ne? In dejansko te rešitve potem, če ravno dobite neko tako rešitev, ne? Dejansko, in če ta rešitev ni v skladu z vašimi vrednotami, dejansko vas bodo te blokirale in ne boste nič naredili. Ne? Kaj je potem rešitev? Rešitev je, da dejansko pač spremenite svoje prepričanja, ampak zopet ni samo, da jih spremenite, ker dejansko morate pretentati svoj ego, ki se včasih, bom rekel, v fizičnem smislu upira. Včasih se nekdo hoče spremeniti, mu njegov ego dejansko se ga tako zablokira, da zboli. Mislim, jaz sem imel že kar nekaj primerov, ko so ljudje zbolevali, preden so se odločili za neko življenjsko transformacijo. Recimo, te je toliko strah, da bi šel v novo službo, da popolnoma kapituliraš na fizičnem, energijskem in na vsem nivoju. Ne? In druga stvar so v bistvu sprememba vrednot. Ampak vrednote zopet ne spremeniš tako, da se odločiš. Dostikrat mi pač kdo reče, sem se odločila, da bo drugače. Ja, si se odločila na nekem zavestnem nivoju. Ampak, če na tem nezavestnem nivoju, ali podzavestnem nivoju, nisi spremenila teh svojih prepričanj, nisi postavila nove vrednote, potem vibracija, ki jo oddajaš, je še vedno ista in še vedno dobivaš iste rezultate. In teh stvari, ko delaš sam na sebi, dejansko ne vidiš. Je nemogoče. Zakaj? Zato, ker v bistvu spet delaš
v okviru že obstoječega, v okviru znanega in dejansko tukaj se potem pač, bom rekel, vrtiš tako in tako. Ne. To pomeni dve skrivnosti, ki v bistvu nista kot skrivnosti. Skrivnosti sta zato, ker dejansko sta na nek način zakamuflirani, da se mi sami na nek način ne zavedamo, da nas blokirata iz obeh strani, ne, sta naša prepričanja. Ne, to pomeni, vidimo samo v okviru naših prepričanj, ne, izven teh naših prepričanj zelo težko sami najdemo rešitve in naše vrednote, ki pa dejansko ali podpirajo ali pa ne podpirajo teh naših prepričanj. In če naše vrednote niso v skladu s tem, kaj je za tebe pomembno, gledajte, kolikokrat ljudje rečejo, hočem obogateti, želim spremeniti svoje življenje, ampak tega ne bi nikoli naredila. Recimo, potrebuješ kapital, da najameš si coacha, greš v nek transformacijski program, in potem se pogovarjam z ljudmi, ok, dajmo. Ja, veste, Miran, ampak nimam denarja. Okay. Nobeden nima denarja. Jaz ga nisem nikoli imel. Vedno sem moral najti pot za zdaj, v bistvu, zadnje čase, v bistvu imam denar in ga vlagam v sebe, v svoj razvoj. Ampak to je bila dolga pot. Na začetku nihče nima denarja, vedno moraš najti pot. Ampak jaz nisem nekdo, ki si sposoja denar. Okay, nisi nekdo. Razumete? To je prepričanje. Nisem nekdo, ki dela to, nisem nekdo, ki to, nisem nekdo, ki to. Kakšna je zgodba in zakaj se jo še vedno oklepate? In kdo vam lahko potem pomaga, da to zgodbo spremenite? Ker če te zgodbe ne spremenite, potem lahko traja bistveno dražje, bistveno dlje, kot je dejansko potrebno. Tako da v bistvu prepričanja in naše vrednote sta dva temelja, dve komponenti, na katerih moramo res delati. In če je le možno, da imamo neko pomoč od odzunaj, ki da dejansko lahko ima nek, bom rekel, širši pogled na to in lahko da večjo sliko. Tako da v bistvu to je bilo eno razmišljanje za danes. Upam, da mi je koristilo. Bi bil vesel, če je koristilo, da mogoče še komu delite, ki mu lahko spremeni življenje in njegovo situacijo. Tako da želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti, ostanite v čudoviti energiji in se kmalu zopet slišimo.